In to je čas zvestobe, čas ustrajnosti, čas boja. Torej, moramo moliti, moramo ustrajati, moramo tudi vršiti pokoro. To nam pravita današnja berilo in evangelij. Sveti Peter pravi v berilu: ponižajte se pod mogočno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Ponižati se pred Bogom, poniževati se pred Bogom. Današnji svet seveda tega ne bi hotel imeti. Torej, če vzamemo ta evangelij, tako bo veselje, večje veselje nad enim grešnikom. Zdaj, če bi šli gledati več ali manj te prevode, standardni prevod in tako dalje, ki se spreobrne, pravi. Ne? Če bi šli pogledati celo tisto zadevo, ki se imenuje življenje z Jezusom, so hoteli v nek modernejši današnji jezik in tako dalje, ne, bo večje veselje nad enim grešnikom, ki spremeni življenje, so dali. Ne. Kaj to pomeni spremeni življenje? Se pravi, ki, ne vem, če živi neko tako čudno razmerje, ne, in spremeni življenje, to pomeni, da recimo par, ki živi na koruzi, od staršev, od teh pač prešuštnikov, ne, se preselita na svoje, ne, potem torej spremenita življenje, ne, vidimo, ne, nič posebnega. To bi bilo, kot da bi še tistih 99 ovac šlo tja, kamor je šla tista ovca, ne, ki smo se vedno zafrkavali, ki so bile zmeri cingi, ne, tiste pesence, ne, ovca zapustila je pastirja, ne, pa smo peli ovca preskočila je pastirja in tako dalje, ne, in odšla, ne, tako da se te zadeve, in če tako pomislimo, je to resnična zadeva, ker ne upoštevamo avtoritete in potem gremo po svoje, ne, torej preskočimo avtoriteto, ne, torej je res preskočila pastirja, ne, ovca, tako da vidimo te stvari, ampak, ne, okej, imamo, da se spokori, to je pač boljši prevod, ampak še zmeraj ne pove tistega, kar pa piše v mašni knjigi, v vulgati, v latinščini, ki vrši pokoro. Ne? Tako je cerkev to razlagala. Spravi to, ne da uveljavljamo sami sebe, kot nas svet spodbuja, ne da si sami ustvarjamo neko svojo resnico, svojo vero, svoje življenje, ne, ker potem smo povedali, kaj postane, kadar spremenimo samo svoje življenje, ne. Tako da to, ne. Ampak, da se ponižamo pred Bogom, pod mogočno Božjo roko, kot pravi sveti Peter. Torej, ni volja ljudi, kateri se uklonimo, modernih časov, duhu časa, ampak uklonimo se Bogu. To je tisto. Torej, ko razlaga te stvari, Dom Prosper Garanže pravi, da so stiske in preizkušnje tega življenja kot en preizkus, skozi katerega Bog vodi svoje vojake, pravi. Ne? Spravi, mi smo na bojišču, boj je odprt, poteka bojevanje, poteka tudi tekmovanje, imamo nebeškega sodnika, ki opazuje presoje, ne? Zdaj, ki je svetovno prvenstvo tudi, je zmeraj nek sodnik, ki opazuje, presoja, mu pomagajo še s tehnologijo danes in tako dalje. Tako da tudi nekega dne bo vsakogar poklical z teh naporov, bojišča, k počitku v svojem kraljestvu.
In torej pravi, blagor tistim, ki bodo v svojih preizkušnjah prepoznali Božjo roko in se je uklonili z ljubeznijo in zaupanjem. Takšnih duš rjoveči lev hudič ne bo mogel premagati. Njihove preizkušnje bodo postale delež Kristusovega križa in zato tudi delež njegove slave. Torej moramo združevati naše preizkušnje, naše trpljenje, naše križe, svoje križe s Kristusovim križem. Ne? To je to bojevanje in to je to vršenje pokore. Ne? Svet, kot smo tudi zadnjič že govorili in tako naprej, ne bi imel križa, ne bi imel pokore. Ne? Vemo, v Fatimi Marija ni rekla pastirčkom ne vršiti pokore. Ne? Je rekla, ni vam treba prav 24 ur tega delati. Ampak čez dan le imejte, ne, je rekla. Ampak primerno, ne, je rekla, ne preveč, ne, a tudi ne premalo. Tako da še zmeri so imeli tisti svoj bodeči pas in tako dalje, ne, tako da te stvari. In pravzaprav sveti Frančišek in sveta Hjacinta, kot bi rekli po slovensko, sta tudi umrla tako, da sta hotela nekaj darovati v zadostitev za grehe sveta. Ne, tako da to. Tudi v tem sta zgled. Ne, tako da te stvari. Torej mi živimo, vidimo v času velike cerkvene krize. Eni pravijo, da je sicer ni, ampak dobro, ne bomo se dosti s tem ukvarjali. In se pravi, pomeni zvestoba tistemu, kar je cerkev vedno učila, verovala in tako, je nazadnjaško, je razlog za zasmehovanje. Ne. In bi rekli tudi danes, ne, eni mrmrajo, ne, ali godrnjajo. Ne. Ampak prav v teh časih se pokaže, kdo je potem res ta pravi, da hoče ostati potem Kristusovim praporom, bi rekel sveti Ignacij Lojolski. Ne. Vedno se odločamo med enim in drugim praporom. Ne. Tako da to. Tako da sveti Peter nas opominja, da v takih časih še bolj velja. Ne. Bodite trezni, čujte. Ne. Spravi, ne biti zagrenjeni. Ne pravi, živite v strahu, ne, kaj se bo zdaj zgodilo. Ne. Eni podrobno spremljajo neke zadeve, ne, češ, zdaj bo pa to pomagalo, ne, če bom jaz vedel povsod, kaj se dogaja, itak ne bom. Ne. Ampak pravi sveti Peter, bodite trezni, bodite čuječi, ne, tako bi rekli. Ne. Spravi, da gledamo resničnost takšno, kakršna je. Si ne zatiskamo oči pred težavami, ki so, ampak tudi ne izgubimo po drugi strani zaupanja v Boga. Vaš nasprotnik hudič hodi okrog, kako rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Torej, ni največja nevarnost za nas preganjanje, ne, tako in drugačno. To itak doživljamo stalno, ampak je največja nevarnost, da izgubimo vero. Tako kot duhovnik, redovnik in tako lahko izgubi svoj poklic, tako tudi kristjan lahko izgubi svoj poklic, lahko izgubi svojo vero. Ne? Se utrudi nekako. Ne? Se reče, maja, kaj čem tle ustrajati in tako dalje. Ne? Podobno kot prerok Elija, ne? Tam, ki je bil zmatran, ne? Zakaj sploh se moram tle truditi in tiste zadeve, ne? Ampak Gospod mu reče, tukaj imaš zvitek, pojej. Ne? Se pravi, pojej Gospoda, uživaj Gospoda, da boš zmogel te ovire, da boš zmogel ta pot. Ne? Ker če ne bo ta pot, ki je pred tabo pretežka zate. Ne? Ker, pravi Jezus, brez mene ne morete ničesar storiti. Ne? Prav tako, ne? Lahko tudi kristjan reče, ok, zmeda je, saj sem se že navadil, ne. Itak ne more nič narediti,
moj jaz kar tle lepo sedel, pa nič posebnega ne delal. Ne. Tudi to ne gre tako, ne. Kot bomo tudi na koncu rekli. Ne. Spravi ta drugi del tega filma, tradicijo in tako, pravi ravno nasprotno, ne, da vsak od nas mora biti malo misionarja in tako. Spravi to. In tudi na varnost začenjena sklepati neke kompromise, ne, kjer jih ne gre sklepati. Ne. Torej, sveti Peter kaj pravi? Uprite se s silo. Ne. Pravi, uprite se mu trdni v veri, nasprotniku hudiču. Ne. Torej, ne ustvarjati nove vere, ne iskati novih poti. Ne. Pri pater Marko smo imeli slovesno se Tomašo je upozoril, ne, da pridejo kakšni, ne, ki bi učili neke stvari, ki so neki prebrali in tako dalje. Ne. V redu, ne. Ampak ti imaš za poslušati, tvoje mesto ni to, da učiš, ne, sem prebral to in to, ne, ampak da poslušaš, da se podrediš avtoriteti duhovnika in tako dalje. Ne. To dan danes je velika težava, smo videli tudi, ko se je nekje končalo in tako dalje, ne, in še kje se bo, ne, stvari se bojo odpirale, zapirale in tako naprej, ne, to ne smemo se slepiti, da ne bo se to dogajalo, ne, enkrat gre bolje, enkrat gre slabše, ampak sedaj treba ustrajati naprej. Torej, ta zadeva, ostati trdni v tem in na svojem mestu, ne, prava vera, tudi pravi smisel za avtoriteto, tudi te stvari. Ne. Bi rekli pri nas, ne moreš ti učiti župnika moliti, ne. On tebe uči, ne, neke stvari, ne ti njega. Ne. Tako da te zadeve moramo zelo paziti, ne, neke stvari, ker potem nas zanese in potem si mislimo, kdo smo, ne. Bi rekli, ne, zdaj mi, ki imamo tudi nekaj brade in tako da nekdo si misli, da drži svetega Petra za brado, ne, tako da te zadeve, ne, tako da te stvari. In kako so rekli, ne, povezava, ne, da sta samo dva vratarja, ne, Samora na zemlji, so rekli v Španiji, ne, in sveti Peter v nebesih, ne, tako da, tako malo, spet fuzbal, ne, tako da te stvari, ampak dobro. Spravi ta zadeva, da bo jasna. Farizeji, ki godrnajo nad Jezusom, ker sprejema grešnike, ne, tudi danes mnogi godrnjajo, ne, ker se poskrbi za ljudi, ne, in pove priliko izgubljeni ovci, preprosta zgodba na prvi pogled spet, ne, ampak Judje so vedeli. Prerok Ezekiel je rekel, Bog mu je rekel, no, jaz sam bom poiskal ali zbral svoje ovce. Ne. To je, Jezus pravi, jaz sem ta pastir, jaz hodim in pridem iskati izgubljene in ne žene ovac pred sabo, ne kriči na tiste ovce, ko jih najde, ne kaznuje tiste ovce še dodatno in tisto, ne ukaže, ok, zdaj si se tam znašla v trnju, ne, zdaj pa tudi najdi pot nazaj, ne, tako da tiste zdaj, ampak jo zadene na svoje rame, na svoja pleča, ne, na svoje ramena odnese ovco domov. Ste verjetno videli tudi sami v ogleju ta mozaik, ne, kako so prvi kristjani te stvari si naslikali. Ne. In to je podoba Božje milosti. To je Kristusovo odrešenje. Nismo mi prvi iskali Boga, on je prvi iskal nas, on nas je poiskal. Nismo mi prvi njega ljubili, on je prvi ljubil nas. Nismo mi sami našli poti domov, on nas je vzel na svoje rame in če se vprašamo, kako nas je nesel, dobimo odgovor iz Evangelija, tudi prejšnje nedelje,
z praznika svetega rešnega telesa. Nesel nas je preko križa, po svoji daritvi, žrtvi, po svoji krvi tudi, ne, kar bomo praznovali s posvečenjem škofov novih in tako, ne. Se pravi, zato je tako pomembno pravilno razumeti sveto mašo in zato je pomembno poudariti vršenje pokore. Pokora, spokorjenje, zadoščevanje, te stvari, ne. To je to. Ne. Zvestoba ima seveda svojo ceno. Sveti Peter, ki pravi o boju, Jezus govori o pastirju, odgovornost in tolažba. Po eni strani ne popuščati v tem boju, ne smemo zgubiti vere, ne smemo se naveličati boja za resnico, ampak po drugi strani ni vse odvisno od nas, smo rekli, ne? Kristus je dobri pastir, nisem jaz dobri pastir, pa tisto, ne? Ali pa kot je kakšen rekel, ne? Tudi enkrat je prišel kardinal Rode, mislim, da je bil tam ali v Domžalah ali tam okolica, ne? In je govoril o tem, ne? Vi ste ovca in tisto, po se jedan dvignil, jaz nisem nobena ovca, ne? Prav, ne? Tisti, ki ni ovca, ne potrebuje seveda pastirja, ne? Sam svoj pastir, sam svoj mojster in tako, ne? Tudi cerkev ni naša, to velja seveda tudi za cerkvene može, ne? Da bi vedeli, da cerkev ni njihova, ne? Cerkev je Kristusova. In tudi izročilo, tudi tradicija, to ni naše, ne? Vera ni naša, to je vse Kristusovo, vse to je njegovo. On zna poiskati svoje ovce tudi v najtežjih časih. In to je ta lepa povezava na petkov praznik. Gospod nas vabi, da pridemo k njemu, ki smo obteženi, da se v njem okrepčamo. Tako da danes ni sporočilo strahu, ampak upanja. Živimo seveda v težkih časih, okoli nas ogromno zmede, smo nerazumljeni tudi, ne? Bi pričakovali podporo, ne? Pa se delamo vsi za isto stvar. V bistvu smo videli, da ne delamo vsi za isto stvar, ne? Ker eni delajo zato, da se spremeni življenje, ne? In da tudi med sabo, da so vsi prijatelji in tisto, ne? Starši so do otrok tudi prijatelji, ne? In potem starši se ločijo in potem si pridobijo svoje prijatelje in potem morajo biti vsi med sabo prijatelji in prijatelj od prijatelja in tako dalje, ne? Saj vemo, kako so te stvari, ne? Ampak moramo biti lepo ponižni. Dobri pastir zmeraj išče svoje ovce in mi moramo biti te ovce in še zmeraj nas nosi na svojih ramenih, ne? To je njegova milost. Brez tega ne bo šlo, ne? Vidimo vsak dan, ne? Pride neka situacija, nek položaj, raste temperatura in se odločimo, bomo sami s tem obračunali in ne gre, ne? Zgubimo tekmo, ne bomo rekli, ampak dobro, prvenstvo je še dolgo, ne? Vidimo, potrebujemo Božjo milost, ne? Ki nas tukaj podpre. Zato ostati ponižni pod mogočno Božjo roko, trezni čuječi, trdni v veri, zvesti zakladu, ki smo ga prejeli. Torej, ne duhu sveta se uklanjati se mogočni Božji roki. Kdor se danes ukloni v zaupanju Bogu, nekoč bo deležen njegove zmage. Ne? Nad nami se bo izpolnila ta obljuba iz berila, Bog se milosti, ki nas je poklical v svojo večno slavo, v Jezusu Kristusu, vas bo po kratkem trpljenju sam izpopolnil, trdjem postavil na trdne temelje. To je naše upanje, naša tolažba, razlog, da ostajamo zvesti, naše poslanstvo. Ne? Torej, ko bomo gledali ta drugi del, se spet zahvaljujem našemu verniku, ki je napravil ta prevod, da tudi še koga pripeljemo k temu dobremu pastirju. V
V imenu Očeta in Sina in Sveta Duha, amen, hvaljen Jezus.